jogu. Mi smo danes že na poti naprej, oziroma ni glih dolg že, ker je že kar dosti popoldanska ura. Zjutraj se nismo glih hitro spokali, malo dlje sva spala. Pa na sprehod smo šli še po plaži, tako da je še šnovka malo uživala, tako da bomo danes malo manj prevozili. Gremo naprej proti jugu, kakšne 100 km. Sva pa tukaj zdaj v enem mestu kupila še ribe, tako da bova danes imela sveže ulovljene ribe za kosilo in se že ful veseliva. Včeraj smo našli en res lep prostor pod eno sipinco, na drugi strani je bila res ful lepa in samotna plaža. Je pa do tja peljala pot mimo ene vojaške stanice. Tam to je sicer tako ena zidana hišica 4x5 metrov z enim solarjem pa z eno malo cisterno vode. Noter sta bila dva vojaka, tudi nekaj zelo profesionalno opremljena, obude je imel recimo Japonke, tako da zelo tako po balkansko. Ampak jaz se je takoj videl, da on ni čist vedel, kaj ne znama naredi, ker sva rekla, da bi rada tam prespala. Nekaj mal ni bil čist siguran, pa je pa rekel, če lahko pasu, še jih je poslikal in je rekel, da ok, da ne greva tja prespat. Ampak sva kar zelo pričakovala, da ne bova uspela tam prespati in to se je tudi zgodilo. Ob približno 7 ali pol 8 zvečer je pol ta isti vojak nazaj prišel do kemperja in je rekel, da pač nažalost tle zdaj ne morava prespati in da morava iti. Tako da bolj sva se zmenila, da ostaneva tam do pol 10, ker pač imava delo in da zaključiva z delom in je dovolj, da sem do pol 10 tam ostala, pa smo se pa odpeljali približno 5 km naprej do Tarfaje, kjer smo pol tudi prespali v mestu in tudi tam takoj, ko smo parkirali 10 minut kasneje, je bila že ta vojak, kraljeva policija, žandarmeri so prišli in so že takoj spet pasuše poslikali kemper od spredi in ozadi in rekli, da komod tam prespiva, ampak ja, da je to čisti iz varnostnih razlogov. Ja, tudi preden smo se odpeljali, je še prišel en policaj oziroma vojak s psom, pa nam je rekel, če bova zdaj počas šla. To je bilo točno 9:30, ko sva rekla, da bova šla. In tudi ja, po noč so potem je bil tam oborožen vojak in policija je v avtu bila zraven parkirana. Zakaj se vse to dogaja? Ne zato, ker bi bilo tako zelo nevarno, pa da bi se nam lahko kaj zelo zgodilo, ampak je problem, ker je ta del Maroka čist blizu Kanarskih otokov, samo 100 km je vmes morja, kar pomeni, da pač zelo veliko migrantov vsako leto tukaj skuša priti čez. Zdaj sva gledala na internetu in sicer ta številka upada glih zaradi tega, ker so res ful poostrili to. Pred parimi leti si še lahko kampiral tako na obali, zdaj pa res pač je v bistvu nemogoče. Tudi te stanice so postavili na slab kilometer je ena, tako da res ta številka pada. Med korono je sploh ful veliko migrantov bilo, okrog
20,000 ali pa še več na leto, da so uspeli priti v Španijo, ne, ker velikih tudi ton, ker je to so zelo nevarne vode, to veliko bolj, ker če grejo iz Tunizije čez Mediteran. Zdaj pa mislim, da jih je bilo lani samo še 15,000 zaradi teh ukrepov in ja, v bistvu je nemogoče zdaj tle svatno, ker tudi potem, ko sva se odpeljala včeraj, sva videla, da je na, ne vem, par 100 metrov ena lučka bila in da dobesedno vojaki hodijo, pregledujejo z lučmi, s psi ves čez celo plažo, celo obalo, tako da ne vem, kako sploh to morata čez priti. Ja, res imajo kar nadzor. Zdaj gremo pa naprej proti jugu. Danes smo najprej še ustavljali na obali ob eni taki ruševini tele ladji nasedli, ki je pred ne vem koliko leti, mislim na 2008 nasedla, tako da upam, da bo zanimiv. Pa gremo pa naprej, moramo še plin nafilati, tudi tukaj je ena plinarna, ker ga pa je nafilajo, tako da danes bomo 150 km prevozili, če bo lepa cesta, bo to 2 urici mogoče. Sva uspela nafilati plin, cena je bila res smešno nizka, za 33 kg plina sva dala dobrih 10 evrov, mislim, da je bilo 11 evrov. S tem, da v bistvu je bilo še več kot 33 sva jih midva obdržala, so pa 2 jeklenki preveč nafilali, tako da, ko sva stehtala, sva takoj videla, da je vsaki skoraj 2 kg preveč. Se pravi, bila čist do vrha nafilana, tako da sva bolj to spustila. Ja, v Evropi bi bilo to 90 evrov. Ja, pri nas, če bi 3 jeklenke menil, bilo da 90 evrov. Včeraj smo potem v bistvu prišli v zahodno Saharo. Ja, bova kaj več o tem potem povedala, ampak ja, ni neke meje tukaj, tako da kakor Google pravi, tle nekje je meja. In včeraj smo prestopili to mejo in potem prespali v eni ribiški vasici majhni. Spet je prišel vojak zvečer pogledati pasoše in se slikati, ampak je rekel, da lahko tam prespiva, sam da ne smiva na plažo po noč hoditi. Tako da je potem noč minila kar mirno, danes jutri smo šli pa potem na sprehod, pa da ugotovili, da smo čez zraven enih ful lepih peščenih plaž. Ja, včasih se počutijo kot 2 otroka, ki jim češi pa sladoled kažejo taki lepi placi tam, ti moraš pa bolj tam na enem parkirišču spati. Tako da to nama malo nam je škoda, no, da se več ne da v obali spati. Gremo pa zdaj danes naprej, najprej imamo 150 km do Buždurja, to je eno malo večje mesto. Tam se verjetno ne bo nič ustavljala in bo šla kar naprej, zdaj koliko naprej bova pa še videla. Jutri
nama je slučajno posrečilo, da nima noben od naju dela in bo mogoče šla do enih term, ki so malo bolj, oziroma do enih naravnih vrelcev, ki so malo bolj v notranjosti puščave, ampak tam ni signala, kar pomeni, da moramo nujno jutri tja iti, ko nimamo dela, ampak to pomeni, da moramo danes pol od tega Buždurja še 150 km naprej iti, se pravi, imamo danes pol 300 km, da bo videla, če se nam bo dal danes toliko hiteti, bo šla do tja, če ne pa nekaj vmes spala, pa pol te terme spustila. Zahodna Sahara je zadnja afriška kolonija, ki se bori za neodvisnost in svoje pravice. Prvotni prebivalci tega območja so bili Berberi in Hamiti. V srednjem veku so jih preplavili Arabci, od katerih so sprejeli islam in arabski jezik. Kljub temu pa se Berberi nikoli niso povsem poistovetili z Arabci, zato so jih leti izrinili v gorate predele in puščavo, kjer so imeli zagotovljeno avtonomijo. Kolonialna doba se je na obalnih območjih začela leta 1884, do leta 1934 pa je bilo celotno območje Zahodne Sahare pod španskim protektoratom. Prvotna ljudstva so s tem dokončno izgubila svojo avtonomijo. Leta 1975 se je Španija odrekla temu ozemlju, kar sta izkoristila Maroko in Mauretanija, ki trdita, da gre za njuna zgodovinska ozemlja. Maroko je že od nekdaj želel razširiti meje kraljevine, Mauretanija pa je delno zasedbo Zahodne Sahare videla kot tamponsko območje pred nadaljnjo maroško ekspanzijo. Tako se je razvilo ljudsko gibanje za osvoboditev območja Zahodne Sahare, imenovano Polisario, ki je leta 1976 razglasilo Saharsko arabsko demokratično republiko, ki jo je doslej priznalo že preko 80 držav. Tudi Haaško sodišče je razsodilo, da to območje ni nikoli pripadalo nobeni od sosednjih držav, prebivalstvu pa je priznalo pravico do samoodločbe. Zaradi maroške represije pa do referenduma, kjer bi se ljudstvo lahko opredelilo, ni nikoli prišlo. Takoj po španskem odmiku leta 1975 je s severa udaril Maroko, z juga pa mauretanske sile. Osvobodilno gibanje Polisario se moralo boriti na dveh frontah hkrati. Spopad je terjal številne civilne žrtve, 200 000 preživelih pa so maroške sile odgnale v begunska taborišča v Alžiriji, kjer delujejo tudi institucije Saharske arabske demokratične republike. Maroko je zgradil tudi 2300 km dolg peščen zid, ki ločuje ozemlje pod nadzorom Maroka od skoraj nenaseljene puščave pod nadzorom Polisarija. Zid je obdan z bodečo žico in minskimi polji, kar Polisariju onemogoča napad iz območja Alžirije in Mauretanije. Hkrati pa Saharci izgubljajo moč, saj Maroko vse Maročane, ki se preselijo na to območje, ter vse Saharce, ki sprejmejo življenje pod maroško oblastjo, nagrajuje s politiko ugodnih kreditov in visokih davčnih olajšav. Včeraj nam je potem ratal dovolj daleč priti, da bomo danes probali priti do tistih tablic. Zdaj imamo še 20 km po tej asfaltirani cesti, glavni cesti, ki vodijo k morju. Potem pa mislim, da je slabih 50 km v notranjost v puščavo po pisti. To je taka utrjena cesta, makadam, ima pač puščavska cesta, pista. Tako da ja, upamo, da pridemo, verjetno bo kar nekaj časa trajalo, ker bo šlo počas. Ampak ja, mi pa se že veseliva vroče vode, upamo, da se bomo lahko skopali. No, na koncu do sem ni bila pista, ampak asfaltirana cesta, kar nas je sicer razveselilo, ker smo ful hitro sem prišli, ampak po drugi strani pa nimava nekega feelinga, da smo se nekam tako v puščavo pripeljali, ampak pač tako normalno, kakor zmeri po asfaltirani cesti. Je pa tale bazen ful vroč, jaz sem zelo zmrznen človek, pa res zdaj zbiram pogum, da bi se cela not potopila, no, ampak kar paše. Je pa tle problem, da ni signala, tako da boste tale vlog nažalost zamudo videli.
Mi da bova pa danes uživala v internetnem svetu in v temle vročem bazenu se bova namakala. Tako da to je to, pa se vidimo v naslednjem vlogu.